Pozdravljeni! Slovenska vojska je v času med 17. in 19. januarjem 2022 v občinah na širšem območju južne državne meje s povečano prisotnostjo urila postopke za hitro okrepitev varovanja širše državne meje. Aktivnosti so potekale tudi na območju državne meje v občini Središče ob Dravi. Prebivalci ob južni meji smo v minulih dneh na cestah in ob meji opazili večje število bojnih, terenskih in tovornih vozil, tudi helikopterje Slovenske vojske in manjše skupine vojakov, kar običajno sproži različne pomisleke. A je šlo le za vojaško urjenje znotraj operacije Odboj, ki prispeva k odvračanju nezakonitih prehodov državne meje in zagotavlja varnost prebivalcev obmejnega območja Republike Slovenije. Vojaški tabor smo obiskali v Središču ob Dravi. Slovenska vojska izvaja pravzaprav aktivnosti 365 dni na leto. Obramba države ni naloga, ki je odvisna od vremena ali meseca v koledarskem letu, tako da aktivnost, ki jo izvajamo trenutno, izvajamo večkrat na leto, občasno, in sicer gre za okrepitev prisotnosti na določenih zanimivih, če temu tako rečem, taktično pomembnih točkah prehoda, preko katerih se izvajajo nezakonite migracije, in tokrat je bilo izbrano tudi območje južno Središče ob Dravi. Koliko vas je tukaj sedaj na terenu in torej s čim se pravzaprav ukvarjate? Kakšne so vaše konkretne naloge sedaj tukaj? Ja, Slovenska vojska, kot že rečeno, vsakodnevno izvaja ob sodelovanju z slovensko policijo varovanje širšega območja državne meje in zato namenja približno 150 ali pa povprečno 150 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske vsak dan. Tokratna akcija, s katero urimo naraščanje sil, hitrost premikov, pa je skupno število ali pa povprečno število v teh 2 dneh, kar smo prisotni na občini Središče ob Dravi, dvignila na približno ali pa povprečno 250 pripadnikov. Z drugimi besedami, na območju, kjer trenutno se pogovarjava, je prisotnih dodatnih 100 vojakov Slovenske vojske. To pomeni, da nadzorujete mejo. Na kakšen način je to opazovanje? Ste skriti ali se pokažete? Kako pravzaprav to poteka konkretno? Ja, v sodelovanju z slovensko policijo izvajamo aktivnosti, ki preprečujejo nezakonite migracije v Republiko Slovenijo in hkrati s svojo prisotnostjo odvračamo potencialne migracije. Rezultat odličnega sodelovanja je pravzaprav število ali pa trend, če temu tako rečemo, nezakonitih migracij v Republiko Slovenijo, ki se je zaradi odličnega sodelovanja Slovenske vojske in policije v letu 2021 napram letu 2020 znižal za približno 30%. Gre torej konkretno za nadzorovanje, dejansko non-stop dežurstva 24 ur? Ja, Slovenska vojska in seveda policija, ampak Slovenska vojska sodeluje pri varovanju širše državne meje na več načinov. S policijo izvajamo mešane patrulje, samostojno izvajamo tudi samostojne patrulje in pa vojaške opazovalnice. Vzdržujemo začasne tehnične ovire na meji, torej po domače ograjo, nadzorujemo iz zraka z brezpilotnimi letalnimi sistemi, z letali in s helikopterji in ostalimi zrakoplovi Slovenske vojske. Prav tako to izvajamo z, bojnimi vozili, terenskimi vozili in v današnjem primeru v vseh astronomskih in meteoroloških pogojih, torej tudi čez noč in ne glede na vreme, z posebnimi tehnološkimi rešitvami, v današnjem primeru s termovizijo.
Od vojaškega tabora, ki so ga postavili ob glavni cesti, smo se na teren odpeljali s specialnim vojaškim vozilom, kar je za civiliste gotovo zanimivo doživetje, gotovo pa dokaz, da vojska rada sodeluje s okoljem. Nadeli so nam čelade in nam vozilo tudi okvirno predstavili. Ja, jaz mislim, da tako slovenska javnost kot vaši občani so za to vozilo že slišali. Gre za Svaruna 8x8 srednje oklepno vozilo, v svetu znano kot Patria. Z njim smo, bom rekel, pomeni bistveno okrepitev ali pa bistveno zmogljivost ravno zaradi sredstev termovizije, kot že omenjeno, ki jih ima, ki jih ostala naša, bom rekel, klasična pehotna vozila nimajo. No pa še morda beseda ali dve o termoviziji, kaj prinaša konkretno, v kakšno pomoč vam je pri delu? Ja, termovizija spada pravzaprav ni najnovejša stvar, kot samo sredstvo obstaja že nekaj časa. Gre seveda za razvoj, bom rekel, nekih v preskokih zmogljivosti. Termovizija je bistvena zato, ker pravzaprav ne glede na vreme in ne glede na to, ali je dan ali je noč, omogoča opazovanje in po potrebi seveda ne na tej nalogi, ampak na naših bojnih nalogah tudi merjenje in ognjeno delovanje na cilje, ki se nahajajo, bom rekel, na večjih razdaljah, no. In pa pravzaprav tudi za nekimi zakloni in tako naprej. Se pravi, če je v starih časih veljalo, da se skriješ v gmajno, tako imenovano, ali pa v gosti in te nihče ne vidi, danes temu ni več tako. Tudi skozi drevo, recimo? Se pravi, človeška silhueta, ki je približne višine 175 do 180 cm, za širino ramen 75 cm, da ne tako rečem, obstaja zelo malo debel, za katera se lahko človeško telo skrije. Gospod župan, ste se s Patrijo sploh že kdaj peljali do danes? Ne, nisem se peljal, sem jo pogledal od zunaj, tudi lani na sejmu v Gornji Radgoni sem bil, torej, ko je imela vojska civilna zaščita. Peljal pa sem danes prvič in moram reči, da kar prijetno. Ravno sem gospodu Petru prej dejal, ko smo se pripeljali, ker smo se peljali seveda po gramozni cesti, ki je malo luknjasta, da je neverjetno, kako je plavala. Torej, dejansko nič ne čuješ, ko se voziš tudi po kakšnih, bom rekel, bolj neravnih terenih in takšnih terenih, kjer so jame. No, zanimivo je to, kar je tudi seveda še eno potrdilo, da Slovenska vojska dobro, zelo rada sodeluje z civilisti, ne? Je to tudi ta naša vožnja danes na teren. Kako pa sicer z vojsko sodelujete, kako ste jih sprejeli v občini? No, vsekakor sodelovanje tako z vojsko kot s policijo je izredno dobro. Dokaz tega je vaja pred slabima 2 letoma, ko se je v malo večjem obsegu odvijala v občini Središče ob Dravi in tudi drugih občinah. Seveda tudi ob tej vaji so me obiskali torej predstavniki Slovenske vojske, seznanili s tem, kaj se bo dogajalo, kot pa ste tudi sami na vaši kabelski televiziji bili, bom rekel, vljudni in ste to obvestilo, ki je bilo za javnost, da se ljudje obvestijo, bilo objavljeno torej v vseh medijih, tudi na vaši kabelski televiziji, Radio Prlek, naših spletnih straneh. In seveda, kot smo že slišali prej, ljudje to sprejemajo z zadovoljstvom, kajte na zadnje leta gre za našo Slovensko vojsko, gre za našo mejo in mi dejansko imamo od leta 1991 mejo. Sodelovanje s policijo, z vojsko je zelo pomembno, z domačine, to vedno poudarjamo, kajte veste, da imamo tudi na letni ravni vsaj enkrat poročilo policijske postaje, imamo rajonskega policista, kateremu nudimo pisarno, kjer ljudje lahko pridejo. Drugače pa od vseh teh dogodkih, o postavitvi ograje, panela, vseh problemih smo vedno mi, policija in pa tudi vojska, na voljo za odgovore in za pomoč občankam in občanom. Rezultat strokovnega, zakonitega in požrtvovalnega sodelovanja Slovenske vojske in policije je bistveno zmanjšalo število nezakonitih prehodov v letu 2021 ter preusmeritev migracijskih tokov izven območja Republike Slovenije. Tega se v obmejni občini Središče ob Dravi dobro zavedajo. Glede, statistično dobivamo podatke mesečno in pa tudi letno. Sigurno se je, torej ilegalnih prehodov, število se je zmanjšalo, ne. Če primerjamo, se spomnite leta 2000, ko še ni bilo ograje, ko ni bilo žice. Še vem sam, torej veste, ker živim v naselju Godeninci, to
torej cele kolone, ne. Da se spomnimo na leto 15 vlaki, ko so prišli v središče. Sigurno se zmanjšuje. Seveda je k temu pripomoglo te tehnične ovire in pa seveda varovanje meje, patrulj, tako policijskih, mešanih, kot tudi vojske. Kako so vas sprejeli tukaj občani v občini Središče ob Dravi? Ja, hvala, najljubše vprašanje. Zelo smo zadovoljni kot vojaki, da lahko pravzaprav izkoristimo svojo prisotnost na vsem področju Republike Slovenije. Zlasti smo pa veseli izredno toplega sprejema lokalne skupnosti, župana in pa seveda vseh prebivalcev, ki ob tem srečevanju vojaških vozil in potencialnem hrupu, ki ga naši zrakoplovi povzročajo, izkazujejo ogromno razumevanja, potrpežljivost in pa predvsem z mahanjem izražajo domoljubje, ki ga slovenski vojaki tako radi vidimo. Nezakonite migracije preko državne meje predstavljajo grožnjo nacionalno-varnostnemu sistemu Republike Slovenije. Pomembno vlogo pri njihovem preprečevanju ima tako tudi vojska, ki v krajih ob južni meji uživa poseben ugled. V Sloveniji smo stopili v super volilno leto. Pred nami so državnozborske, predsedniške in lokalne volitve. Najprej bodo 24. aprila parlamentarne volitve, na nje se v Državni volilni komisiji že pripravljajo. Za njihovo izvedbo naj bi porabili skoraj 5 milijonov evrov. Občinski odbor Socialnih demokratov Ormož je svojega kandidata za poslanca predstavil minuli petek. Stavijo na Ferdinanda Šuleka, ki trenutno deluje kot občinski svetnik. Na predstavitvi kandidata območnega odbora Socialnih demokratov Ormož nas je do državnozborskih volitev ločilo le še 100 dni. Na to dejstvo je opozoril Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD, ki je poleg tajnika stranke Dejana Levaniča Ormož obiskal v podporo kandidatu za poslanca Kogovčanu Ferdinandu Šuleku. Ta kot poslanec obljublja absolutno podporo javnemu zdravstvu in dodaja: Predlagamo 30-dnevni rok za specialistične preglede. Kandidiram, ker se zavedam, da za dostopne javne storitve potrebujemo močno gospodarstvo. Gospodarstvo na področju upravne enote Ormož je na najnižji točki v zadnjih 30 let. Zato je nujno dvigniti gospodarstvo ponovno na noge. Zato se bom prizadeval za pridobitev novih delovnih mest v naši novi poslovno-ekonomski coni. Eden ključnih elementov za dvig gospodarstva je glavna cesta z elementi hitre ceste Ptuj-Ormož, ki bi jo bilo potrebno podaljšati vse do mejnega prehoda Središče ob Dravi. Kandidiram, ker se zavedam, da moramo nujno poskrbeti za okolje in podnebje. Čaka nas zmanjševanje emisij pri pridobivanju električne energije in to z vlaganjem v obnovljive zelene vire energije. Predlagam, da se na področju nekdanje sladkorne tovarne Ormož zgradi logistični center in se tovornjake preusmeri na vlake. S tem bi že nekaj pripomogli podnebnim spremembam. Socialni demokrati predlagamo tudi energetsko kapico proti energetski revščini. Kandidiram, ker se zavedam, da je kmetijstvo na našem področju ena glavnih panog, kateremu bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti. Čas je za nov začetek, poudarjajo socialni demokrati in verjamejo, da bodo letošnje državnozborske volitve prelomne. Minuli konec tedna je zaznamovalo Antonovanje na Kogu. Zaradi virusa je društvo Antonovanje na Kogu svoj praznik letos omejilo le na 2 dni. Začeli so v petek na predstavitvi ocenjenih čurk na tržnici v Ormožu. Skrbno pripravljena razstava čurk je dala vedeti, da minuli petkov tržni dan na ormoški tržnici ne bo običajen. Društvo Antonovanje na Kogu je namreč ostalo zvesto svoji obljubi, da prireditve v okviru njihovega Antonovanja ne bodo omejene samo na Kog, ampak se bo dogajalo vse naokrog.
Zaradi virusa so prireditve omejili na 2 dni in petek je bil namenjen razstavi ocenjenih čurk. Zbrane na tržnici je skozi prireditev vodil Ivan Škrlec, koordinator prireditve. Kulturni program pa so pripravili učenci osnovne šole Kok. V času Antonovanja se sicer vse vrti okrog prleških čurk oziroma kašastih klobas, za katere velja, da jim je prav Antonovanje na Kogu prineslo novo slavo, čeprav so že od nekdaj specialen produkt prleških kolin. V čast čurkam in vsem dogajanjem v času Antonovanja so v društvu celo imenovali svojega posebnega predstavnika, mesarja Matjašeka I. Kogovskega, sicer specialista za izdelavo čurk. Matjašek, kaj je za vas prava čurka? Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Ja, prava čurka je tu, kjer smo nekdaj domačo delali, lepo po starem običaju. Pomalo na jutro v 4 začeli svijo sliva spravljati. Te deca so bili zato, ko so tote krničke imeli, ko so kr lovili, ko smo sploh lahko prišli do prave čurke, ne. Gospodije so imeli nalogo košo skuvati, prebrati, skuhati. Potem, da smo mi že svijo na plovo vrtli, te so dobile nalogo, so tote cvirke rezale mas, ko se je tu spražil lepo. Te proti večeri nekda smo komaj mi lahko štendirali, če bi začeli kakšne čurke delati, ne. In kakšen je recimo konkretno vaš specialen recept? Ja, zdaj, specialni recept je največ, kaj po okusu narediš, kaj je domača pruba, ko vsake tisti prst bi rekel notri prine pa oblazne, kaj rečeš, aha, zdaj pa je dobro, zdaj pa še malo prprav ali malo soli treba dati. Treba več ljudi, ko to prubo, ker vsi pri hiši to jejo, ker to je boljše kot meso, ne. In koliko čurk ste v svojem življenju naredili? Ja, je že precej kil to šlo čez moje roke, tako mislim, ko je več teko ne da šlo, kot je do zdaj šlo, ne. Rad pa bi, ka še bi dosta šlo, ne, ker to je še le eno veselje, ki ga človek zdaj nazaj gor koplja, kot je nekdaj bilo, ko bi to ta nove navade v stari običaj spravili, ko bi to zaživelo ponovno. In katere čurke so najboljše konkretno za vaš okus, katere imate najraje? Najboljše po mojem okusu so črne čurke, to je ajdova kaša z dodano krvjo, potem so bela čurka, sladka čurka, na koncu pa je ajdova brez krvi. Poznamo črne, sive in bele čurke, odvisno od nadeva. Vsaka zase pa lahko predstavlja izvrsten kulinarični užitek. V 13 letih, kar na Kogu ocenjujejo čurke, se je marsikaj spremenilo na bolje in prineslo tako pridelovalcem kot organizatorjem prireditve veliko dobrega.
Po mojem mnenju je to kar velik vpliv, taka prireditev, taka ocenjevanja, pa vsa ta medijska pozornost nekako vzbudi v ljudeh zanimanje za to, predvsem pa tudi, da iščejo te izdelke, pa jih tudi uživajo. In to je cilj, da bi čim več tega pristnega domačega ljudje imeli v jedilniku v tem sezonskem času, ko čurke, zelje, kisla repa skupaj pašejo. In katere čurke imate vi konkretno najraje? Zdaj jaz prihajam, rojen sem v Brestanici pri Krškem. Pri nas so krvavice kot te črne čurke. Seveda so mi pa vse, tu moram reči, da ko smo ocenjevali, vse tri vrste od sivih, črnih in posebej teh belih iz koga, zelo zanimivi izdelki, pa ta pestrost začimb in načina izdelave, to je fascinantno, kaj imamo mi z eno bogatstvo tudi v teh izdelkih, ki so sezonski, pa bom rekel lokalni. Vsaka pokrajina ima neke značilnosti pri izdelavi. Na koncu pa mora izdelek biti harmoničen, okusen, brez tistih napak. In moram reči, da so skoraj vsi izdelki tudi nagrajeni. To pomeni, da teh 12 let se je marsikaj spremenilo na boljše. Ni več tistih napak, mogoče, ko izdelek delaš, moraš vedno stehtati sestavine in se držati tistih receptur, ker potrošnika, ko navadiš na svoje izdelke, je potem tisti pravi potrošnik, ki se bo vedno vračal k tebi. Želimo vam seveda veliko uspeha, pa se vidimo, če ne prej, ne na čurkarijadi prihodnje leto. Upam, da bo takrat že vse skupaj malo bolj odprto. Ja, seveda, pa bomo še tudi dobrote slovenskih kmetij ocenjevali in vrsto takih lokalnih ocenjevanj povezavi s kulinariko, vinom, to moramo izkoristiti sploh tukaj v ormoškem koncu. Letos je strokovna komisija ocenila 28 vzorcev in kot običajno ni imela lahke naloge. Čurke, tako črne kot sive in bele, so vse boljše. Odlične čurke prihajajo tudi iz kmetije Perc. Ja, mi se trudimo, moram reči, sicer me vsaki se nasmeje, pa mi skoraj ne verje. Čurke pri nas dela, pa so predalavo dela moja žena, Romana. Tako da je edino kruh peče peč, ne? To je, kak gre prodaja? Iz leta v leto gre boljše, to je dejstvo. Uspelo nam je v totih letih, ne samo nam, ampak vsem skupno, tako je že prej Peter Pribožič rekel, dvigniti kvaliteto oziroma ne dvigniti, ampak jo držati kvaliteto, prilagoditi se zahtevam kupcem. Je pa, bi se bil poskoril na glas povedati, rating čurke je zelo visoko. To je postal spoštovani izdelek, brez problema bi rekel, ka je neki tu kak prleška tunko ali pa še više, ali pa primorski pršut, ali pa suha salama, koroška ali pa gorenska. Tako da ni to več izdelek, ki smo se ga mogoče nekoč tako malo po strani gledali, da najmo uporabi kjer druge besede, ampak je dejansko že čurka za svetek. No, k promociji te kulinarične specialitete je gotovo pripomoglo vse to, kar se dogaja v okviru Antonovanja oziroma čurkarijade, so verjetno prispevale k promociji. Ja, vsekakor. Vsekakor prireditev, pa ne samo prireditev je dejansko ujunačila proizvajalce, da smo se, kako bi rekel, na svoje noge postavili in ponosno predstavili izdelke svojih kmetij. Želimo vam veliko uspeha, gospod Perc. Hvala, iz vaših ust v božja ušesa. Na uradnem delu razstave čurk na ormoški tržnici so bili tudi predstavniki 3 velikih sponzorjev Antonovanja na Kogu. Podjetja Fagos Gis ter občin Središče ob Dravi in Ormož. Danijel Vrpnjak, župan občine Ormož, se zaveda, da v teh časih ni enostavno pripraviti takšne prireditve, a je čut do tradicije premagal tudi trenutno oviro. To je res pohvalno. V teh težkih časih, bi rekel, še vedno v času tega covida, da se društva vseeno angažira, da tradicijo držijo.
Prireditev je res odlična, je velika promocija za naše kraje. Tudi danes je bilo povedano, koliko iz katerih koncev Slovenije vsi ti vzorci prihajajo. Tako da smo res lahko na ta dogodek ponosni, da se to vzdržuje, da se tudi tradicija, promocija turizma izvaja, ki pa je vsekakor potrebna tudi za območje Koga. Imate vi radi čurke? Ja, obožujemo to, moram reči tudi, kar se same celotne družine tiče, če lahko tako rečem, tudi hčerka to obožuje, tako da bo vsekakor za nas sigurno se čurka ta vikend našla na krožniku. Ja. No, nekako bi čurke oziroma vseeno prodirajo, ne, na trg, ta kulinarični trg, se vam zdi, so prava torej prilika za posebno promocijo te prleške kuhinje? Ja, vsekakor, gre se za eno tradicijo, za en običaj, ki je v tem našem koncu. Tudi vse te čurke so absolutno dobra promocija za nas, tudi ena vrsta hrane, ki jo moramo dobro spromovirati. In tako smo povedali, hvala Bogu, da imamo društvo, ki to znajo promovirati, ki znajo tisto piko na i v naši kulinariki še napraviti in to zadevo dobro ponesti ne samo med tiste, ki so od drugod, ampak tudi med nas, ki tukaj živimo. Prireditev Antonovanje s čurkarijado je tako bila letos drugačna, gotovo pa za organizatorje še ena nova izkušnja. V nedeljo se niso odrekli niti sveti maši, ki so jo s strogim upoštevanjem vseh epidemioloških ukrepov tudi izpeljali. Antonova maša na Kogu je potekala v nedeljo. S pomočjo domače televizije smo jo lahko spremljali tudi virtualno. Posebnost letošnje maše je bil nastop 5 cerkvenih zborov iz okolice. Tradicionalna maša, ki na Kogu poteka v cerkvi svetega Bolfenka na Antonovo, je posvečena živim in mrtvim prašičerejcem ter zdravju ljudi in živine. Mašo je letos daroval gostujoči duhovnik dr. Karel Bedrnjak iz župnije Črenšovci. Prepevali pa so cerkveni zbori Kog Miklavž pri Ormožu, Velika nedelja, Hum in Ormož, kar je bila tudi posebnost letošnje Antonove maše. V nadaljevanju se odpravljamo še v občino Sveti Tomaž, kjer si v prostorih nekdanje pošte lahko ogledamo zanimivo etnološko razstavo, ki so jo kot stalno razstavo postavili že oktobra leta 2020. Tudi v Svetem Tomažu veliko vlagajo v razvoj turizma, center svoje domače občine sproti urejajo in ta dobiva vse lepšo in privlačnejšo podobo. Ideja, da bogato etnološko zbirko prenesejo v primernejše prostore, kot je žal propadajoča zgradba stare šole, tako ni slučajna. Gre za bogato zbirko starih predmetov, ki pričajo o načinu življenja in dela nekoč. Torej, etnološka zbirka, ki smo jo postavili na ogled, je ena čudovita pridobitev občine, ki pomeni lahko tudi lepo turistično promocijo kraja. Nenazadnje pa je to tudi prostor in tudi tista priča nekdanjega življenja tukajšnjih ljudi.
Na ogled smo postavili predmete, ki pričajo o življenju in o kulturi ljudi tega območja, same občine Sveti Tomaž in bližnjih krajev. Kajti ti predmeti, ki so tukaj na ogled, nekako pričajo o tem, kako so tukaj ljudje živeli tam konec 19. stoletja, pa vse nekako do leta 1960. Gre torej za predmete materialne kulture, ki predstavljajo, kako je nekoč izgledala tista črna kuhinja in seveda potem tiste značilne predmete. Iz same črne kuhinje smo postavili tudi na ogled. Oblikovali smo tudi takšen prostor, Bogecev kot, kot smo mu rekli, in obvezna oprema Bogecevega kota je, kot ime samo pove, moral biti križ, okrašen z rožami iz krep papirja in pa ne nazadnje potem tudi miza in pa skleda, ob kateri se seveda potem tudi zbrala vsa družina. Nadalje potem predstavljamo različne kmečke posode, v kateri so kuhali in tudi potem shranjevali hrano, od duklov do potem repjakov, kropjač in pa vsega ostalega. Seveda smo pa potem tudi nekako prikazali različno kmečko orodje, pripomočke, ki so jih ljudje uporabljali pri vsakdanjih kmečkih opravilih ali pa tudi ob opravilih, kot je bila setev, žetev, mlatev, košnja in pa potem tudi druga kmečka opravila. Delček te naše etnološke zbirke pa smo namenili tudi predstavitvi nekdanjih tukajšnjih obrtnikov. V vasi so seveda tudi imeli čevljarja, imeli so kakšne sodarje, imeli so potem tudi kakšne druge obrtnike, kakšne druge mojstre, sodarje, naprimer. Vemo, da je samo področje zelo bogato tudi z vinsko trto, tako da tudi na Klečaju kot tako smo nekako malce poskušali opozoriti. No, veliko čudovitih predmetov se najde tu, reči torej, ki so jih verjetno prinesli domačini, ne? Tako je, kot je tudi že gospa Blanka omenila, so te predmete v bistvu podarili tukajšnji domačini. Vesela sem, da je gospod župan, torej gospod Mirko Cvetko in tudi gospa Blanka Kosi Ravšelj mi izkazala to zaupanje in tudi drugi zaposleni na tukajšnji občini, da sem lahko res sodelovala z njimi in da smo skupaj res z združenimi močmi postavili to zbirko na ogled. Želim si, da jo bojo lahko seveda prišli pogledati tako starejši kot tudi mlajši. Starejši iz preprostega razloga, ker to je pravzaprav njihovo otroštvo, če lahko tako rečem, ne. Mlajši pa predvsem zaradi tega, da bojo spoznali, kako so pravzaprav nekdaj kako je nekdaj življenje tukaj potekalo, ker mnogih predmetov, ki jih tukaj imamo na ogled, seveda ne morejo poznati in prav je, da se seznanijo z temi predmeti in z načinom življenja. Verjamem, da je vsak kakšen takšen predmet, ki se še nekje na kakšnem postrešju skriva, dobrodošel, ne, za to zbirko. Tako, zelo dobrodošel. Vse tukaj na sredini je še kar nekaj prostora. Zdaj smo bolj umestili predmete, torej ob stenah, na teh čudovitih panojih oziroma razstavnih podestih. S tem, da prostora je še kar nekaj, tako da sigurno bomo vsi zelo veseli, če se bojo ljudje odločili in bojo še kaj podarili v zbirko. Verjamem, da je še tega kar nekaj po teh kmečkih domovih in prav je, da bojo ti predmeti ohranjeni, da ne bojo zgolj doma nekomu morda celo v napoto, ampak da bojo tukaj na ogled in tako potem namenjeni vsem tistim, ki bojo prišli pogledati. Pri zbiranju in postavitvi predmetov pred 14 leti so sodelovali člani kulturnega društva Sveti Tomaž, učenci osnovne šole Sveti Tomaž in gimnazije Ormož z mentorji, ter sodelavci iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. V glavnem je zbirko bilo vloženega veliko truda, tako da si zasluži dostojen razstavni prostor. Zdaj, kot vemo, vsi ti predmeti so bili v preteklosti že del etnološke razstave, katere odprtje je bilo sicer že leta 2006, sicer je bila locirana v zgradbi stare osnovne šole tukaj pri Svetem Tomažu. Takrat je domače kulturno društvo s pomočjo tudi Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, potem tudi osnovne šole Sveti Tomaž in pa gimnazija Ormož, pričela nekako razvijati to idejo in pa zbirati predmete. In našli so jih res, oziroma zbrali so jih takrat res izjeten izkupiček, ne? In torej leta 2006 postavili tudi etnološko zbirko nekako na ogled. In kot že rečeno,
je bilo to v prostorih oziroma v zgradbi stare osnovne šole, ki pa je žal trenutno ni najbolj primerna več za lokacijo teh predmetov, saj je žal dotrajana, ne. Res že zelo stara in nujno nekako je bilo najti novi prostor tem vsem predmetom oziroma dom vsem tem predmetom. Občina si je vsekakor želela, da bi ohranili to našo kulturno dediščino, da bi ohranili vse te predmete. Na vse zadnje so jih naši domačini tudi donirali oziroma pač darovali z namenom, da ostanejo tukaj pri nas, da se nekako, so jih podarili za namene v bistvu te zbirke, ne. No in hvala Bogu letos smo našli način in seveda prostor in smo dobili idejo oziroma in možnost, da pa te predmete res lahko preselimo in zbirko tudi na novo postavimo in uredimo. Torej smo kontaktirali Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož oziroma gospo Manico Hartman iz enote Ormož, ki nam je res bila pripravljena pomagati. In smo kar nekaj zadnjih mesecev veliko časa preživeli tukaj v zbirki. Torej, prostor smo na novo uredili, potem popolnoma novo opremo smo tudi nabavili, izdelal jo je domači obrtnik. In tako da res hvala lepa vsem tistim, ki so vse predmete darovali, potem vsem tistim, ki so kakorkoli pomagali, se pravi tudi posredovalcem fotografij in pa seveda, ki so kakorkoli drugače tudi pomagali, da smo lahko zdaj to zbirko na novo postavili in uredili, ker se mi zdi, da si vsi ti eksponati, vsi ti predmeti zaslužijo takšen dom, kot je ta, in pa seveda z namenom ohranjanja naše kulturne dediščine, ki vedno bolj, se mi zdi, ti naši zanamci oziroma rodove, mlajši, bolj bom rekla, marsičesa od tega sploh ne poznajo, niso še sploh videli, ne, tako da se bomo tudi osredotočili na to, da bi bodoče tudi šole oziroma otroci prišli to zbirko pogledati. Res je, da ta cilj smo sicer uresničili, ko smo rekli, da nekje do oktobra pač zbirko postaviti in na novo urediti. Hoteli smo še narediti otvoritev oziroma nekako ponovno odprtje, slovesnost o ponovnem odprtju. Žal zaradi trenutnega stanja in po vseh teh ukrepov to ni mogoče oziroma vseeno smo se odločili, da je zdravje na prvem mestu, da bomo pač odgovorni, ker na vse zadnje bi to pomenilo takoj par sto ljudi, ker marsikdo je zaslužen, da je zbirka sploh takrat lahko nastala in pa seveda, da je tudi sedaj na novo odprta. In smo rekli, da bomo to preložili, da bomo to raje naredili v naslednjem letu oziroma po sprostitvi ukrepov, zdaj kdaj točno to bo, ne vem. Ker bi se pač želeli vseeno tudi javno zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pomagali. Zato je zdaj od tega trenutka zbirka je na voljo za ogled, smo rekli po predhodnem dogovoru, pa tudi ob različnih priložnostih bo, upam pa seveda, da čim prej se te ukrepi tudi sprostijo in bomo res lahko tudi nekako vseeno za vse tiste, tudi občane, tudi širše pač pripravili neko slovesnost ob ponovnem odprtju zbirke. Torej, ko smo v občini pričeli delovati na tem področju in ustanovili tako imenovano pisarno, turistično pisarno v Vesavcih, spomnimo se otvoritve tega rojstnega, bi rekli, kraja oziroma rojstne hiše našega duhovnika Stanka Cajkarja, smo pravzaprav zaorali ledino turistične promocije v našem kraju in smo si nekako dali za cilj, da nadaljujemo z tem in poskušamo najti čim več takšnih točk, kjer se bomo tak ali drugačen način promovirali. No in danes tukaj v tem prostoru, kjer smo, je pravzaprav ena tistih točk, ki jih bomo ponudili vsem turističnim željnim turističnim obiskovalcem in jaz verjamem, da je to pravzaprav ena zelo nazorna priča naše preteklosti, na katero smo Tomaževčani tako in tako zelo ponosni. Kakšen je prispevek občine k temu? Ko smo pričeli obnavljati staro pošto, v kateri se sedaj nahajamo, smo spoznali pravzaprav oziroma ugotovili, da je zelo lepa možnost, da se uredi del te stare pošte prav za namen te zbirke, o kateri bomo danes govorili. Vsekakor je to padlo na plodna tla, z občinskim svetom smo našli soglasje, tudi kar se tiče zagotavljanja sredstev in z res minimalnimi sredstvi, predvsem pa z dobrimi ljudmi naše občine, smo v zelo
kratkem času uspeli urediti ta prostor. Naj povem, da ni bilo enostavno, bilo je kar nekaj fizičnega dela, ampak veliko od tega je bilo podarjenega, tako da res na tem mestu hvala vsem, ki so tako ali drugače sodelovali in danes lahko ponujamo to zbirko v takšni obliki, kot je. Ponosen sem in vesel, da to imamo in da imamo takšne ljudi. Kaj pa bo sicer v stavbi stare pošte, ki je tako lepo obnovljena? Stara pošta, kot vidimo, je obnovljena, ima pa dva lastnika, na eni strani občina Sveti Tomaž, na drugi strani pa Telekom Slovenije, ki ima še vedno v tem prostoru glavno telefonsko centralo. Moram reči, da smo jo z to umestitvijo, o kateri govorimo, pravzaprav povsem napolnili. Na eni strani, kot smo lahko videli, imamo nov frizerski salon, gre za precejšnjo dodano vrednost za kraj kot takšen in pa tukaj za to zbirko. Vsekakor je pravzaprav ta objekt klical po neki vsebini že kar nekaj let. Danes sem nekako res vesel, da smo uspeli to zadevo napolniti in dati tej stari pošti, nekdaj zelo, bi rekli, sprejeti pošti tukaj pri Svetem Tomažu, svoje ime in pa svoje mesto. Mi pošto imamo, seveda v novem drugem objektu, kjer si jo je Pošta Slovenija dala urediti, normalno deluje, tako kot v preteklosti, no ta objekt pa je pravzaprav že od, mislim, da nekje leta 2000, nekako prazen, poskrbeli smo za nekaj, kar se tiče zunanjosti, kot pa že rečeno, notranjost pa je bila brez vsebine in danes smo jo pravzaprav zapolnili, napolnili in jo ponujemo našim obiskovalcem. No in kakšna je bila vrednost adaptacije te stavbe? Kot že rečeno, kar nekaj je bilo narejenega prostovoljnega dela, kar se pa tiče samih del, ki so bila opravljena, pa nas je sama adaptacija stala cirka 5000 evrov, tako da smo res z minimalnimi sredstvi obnovili objekt, pa kar je še najbolj pomembno, pri obnovi so sodelovali pravzaprav sami domači mojstri, tako da smo poskrbeli tudi za to, da smo nekako vključili naše domače podjetnike. Obnova zgradbe stare šole pa še čaka na svojih 5 minut. Seveda v občini niso pozabili nanjo. Nova ideja oziroma želja je, da bi zgradbo stare šole preuredili v občinsko zgradbo, nadstropje pa morda preuredili v sobe za goste. Ta čas pa, ukolikor vas pot zanese v Sveti Tomaž, pa si le oglejte na novo postavljeno etnološko razstavo, ki bo starejšim obudila najbrž kar nekaj spominov, mlade pa poučila, kako se je živelo in delalo nekoč. Za ogled je treba poklicati na občino Sveti Tomaž, kjer vam bodo z veseljem odprli vrata in pokazali svojo novo pridobitev. Pa le povejte, da je pri postavitvi razstave s svojimi idejami aktivno sodeloval tudi sam župan. Lučke, ki krasijo razstavne police, so namreč izključno njegova ideja. Sta povedali avtorici razstave Blanka Ravšl-Kosi, občinska turistična delavka, in Manica Hartman iz ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Za vas, ki želite ostati v domačem kraju, in za vas, ki bi si želeli ustvariti dom v centru Svetega Tomaža, v mirnem kraju na obrobju Slovenskih goric, občina načrtuje gradnjo modernega poslovno-stanovanjskega objekta. Vsekakor je naša želja, da se ugotovi pripravljenost tovrstnega nakupa, kjer bo stanovanje na voljo za vse tiste, ki si to želite. Seveda pa bo od vas odvisno, ali bomo pristopili k gradnji tega objekta oziroma k iskanju investitorja. Idejna zasnova predvideva 3-etažni objekt, ki bo ponujal poslovni prostor in stanovanja. Ponujamo 8 stanovanj v velikosti od 60 do 72 kvadratnih metrov, primerna enosobna oziroma dvosobna stanovanja, vsekakor primerna za vse strukture, zato lepo vabljeni. Vse podrobne informacije, načrti stanovanj in drugo so na voljo na občini Sveti Tomaž.
Pokličete lahko na 031 310 758 ali na 02 74 16 600. Informacije pa so tudi na spletni strani občine pod rubriko Aktualno. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Sporočamo, da bo oddaja Utrip Ormoža z mesecem februarjem ponovno na ogled ob sobotah popoldne na sporedu regionalnega centra RTV Slovenija Maribor Tele-M. Kar pomeni, da si bo novice z našega konca spet možno ogledati širše oziroma bodo dosegle še več gledalcev. Kakorkoli, vsi, ki se nam radi pridružite, pa bodite z nami spet čez teden dni. Ostanite z nami in srečno do prihodnjič.